Tokrat bi rada z vami spregovorila o 3, recimo napakah oziroma o 3 stvarih, ki običajno nekako manjkajo. Zdaj lahko da je še kakšna več, no, ampak načeloma na 3 sem se sfokusirala zdajle. 3 stvari, ki običajno manjkajo pri tem, ne bom zdaj rekla nujno samo pri online biznisu, ampak pri tem, ko grejo razni coachi, mentori, svetovalci, izobraževalci v te online biznis vode. To se pravi, ko želijo izkoristiti spletna orodja, spletne marketinške, spletne izobraževalne rešitve, zato da ustvarijo ta online biznis oziroma da podprejo svoj izobraževalni, svetovalni biznis s spletnimi orodji. Tako da, preden štartamo, pa preden povem, kjer te 3 so, en disclaimer kot običajno, za vse tiste, ki me mogoče predvsem prvič vidite, prvič slišite. Moja filozofija je, nič ni narobe in nič ni prav, skratka, stvari, o katerih govorim, so zgolj, bom rekla, moji pogledi iz moje prakse, iz tega, kar se tudi sama sicer učim še zraven, ne, in pa predvsem so to pogledi, ki so fokusirani na tip biznisa, kjer govorimo o online biznisu znotraj, bom rekla, te coaching industrije. To se pravi, moja osnovna ciljna skupina so torej coachi, mentori, svetovalci, skratka ljudje, ki prodajajo svoj know-how, to se pravi, ki prodajajo svoje znanje na trgu, tako da v bistvu stvari, o katerih govorim, so aplikativne torej na tem nivoju. Evo, zdaj pa, kjer 3 stvari to so, oziroma na katere 3 stvari se bom tokrat osredotočila. Prva stvar, lepo spodaj imam zapiske, prva stvar, ni cilja, to se pravi, nekam tavamo, nimamo cilja. Druga stvar, ne pogledamo številk. In tretja stvar, nimamo neke strategije oziroma same strukture dela. Torej, prva stvar, nimamo cilja oziroma nimamo neke, jaz tem rečem, neke velike stvari, neke vizije, kaj bi pravzaprav radi počeli, in potem se nam to zgodi, da vsaka akcija, vsak tečaj, vsaka delavnica, vsak izziv, vsaka zadeva, ki jo delamo, je praktično kot projekt zase in ne pelje k neki veliki stvari. Zdaj, to je princip freelancerstva, ne? To se pravi, če smo mi freelanceri, če je pač naš biznis freelancerski v smislu, ok, bom vzel projekt, ki pride, pa ga bom naredil v redu, ne? Skratka, kako ne rečem, bolj neke vrste obrtniška dejavnost pride, kar pride, to bom naredil, izpeljal bom in se premaknem potem naprej. Ok, no problem, pač tudi to je ustrezen poslovni model, bo pa malce teže deloval, ko se promoviramo, ne? Ker potem nikoli ne vemo, kaj naj promoviramo, pa se vemo, kako smo izobraževalci, coachi, zelo kreativni, vsak mesec bi lahko ustvarjali 10 novih programov, pa 5 novih projektov, pa ne vem kaj še vse. Pa s tem, da tukaj imamo v mislih ne samo projekte, ki jih mi delamo sami, tudi to, da se mi vključimo, da se mi priključimo, ko nas nekdo povabi v mogoče nek sodelovalni projekt, ali pa ko nas nekdo povabi na nek intervju, ali pa nas nekam povabijo, ali pa sami iščemo poti, kam bomo za različne promocijske zadeve, ne. Če te stvari ne podprejo neke velike zadeve, potem je tako v bistvu kot, da gradimo skozi neke male koščke, skozi neka akcija, skozi nekaj malega naredimo, pa zadeva nikamor ne pelje k neki večji zadevi. Upam, da me razumete, kaj želim povedati. Nekako praksa mi je pokazala pri delu zlasti s podjetnicami je to, da večina od nas v resnici, ko štartamo nek svoj online biznis oziroma kakršenkoli biznis že, ne, imamo neko malo večjo vizijo. Vemo, to zdaj ne pomeni, da bomo zgradili, ne vem, to ni nujno. Zdaj, za nekoga je večja zadeva lahko to, da želi narediti nek center, za nekoga drugega je pa to, da želi zgraditi neko ekipo 5-10 ljudi, ne. Skratka, za nekoga bo, recimo zame je, bom rekla, vizija, da zgradim neko podporno platformo, ki bo omogočila ljudem pač bolj enostavno delo in tako naprej, ne. Skratka, naše velike vizije so lahko zelo različne, ne. Torej, ko govorimo o veliki viziji, ne pomeni nujno to zdaj za vsakega isto, pa zato, ker je tamle Franska dela, ne vem, neko ful veliko zadevo, da moram tudi jaz tako, ne. Skratka, vsak od nas sem nekako videla, imamo neko tiho željo, neko srčno željo, nekaj tisto, kar v nas, ne vem, kako ne reče, tli, kaj bi radi ustvarjali, ne. In potem, ko začnemo delati, ne, in pač pride ta kruta realnost računov pa položnic pa vsega, ne,
potem začnemo malo pozabljati na to našo veliko vizijo. Ne? In vsak mesec pogruntamo, kaj bomo pa danes delali, oziroma kaj bomo pa ta mesec, gremo pa mi v tale projekt, bomo pa mi tole naredili, pa dajmo ta mesec probati tole narediti, pa dajmo to. Ne? In kaj se pa dogaja? Ne? Sprejemamo projekte, gremo v projekte, ki ne peljejo k tistemu našemu cilju. In potem je tako, kot sem že rekel, vsaka stvar je akcija zase, ne pelje k nečemu, kar bi nas na dolgi rok podprlo. In kaj se pa dogaja? Ne gradimo, ne sestavljamo koščkov, ki bi počas gradili neko konkretno zadevo, ne? Ampak je tako, kot da bi hišo delali. Namesto da bi opeke sestavljali, počas gor, postavljamo opeke malo pri sosedu, malo na unem travniku, malo tukaj, in v bistvu zadeva ne raste k neki bolj trajnostni, neki bolj vzdržnemu sistemu. Ne? Pa tukaj še mogoče ena stvar, ne? Tukaj me dostikrat pa ljudje rečejo, ampak potem kako bom pa promoviral zadeve, če imam samo eno stvar. Ne? Mislim, tudi pri promociji je dosti lažje, če mi promoviramo večino časa neko skupno, neko zadevo. Ne? Dostikrat se zgodi tudi to, ne? Da ko promoviramo mi eno stvar, hkrati se, bom rekla, tukaj se dostikrat pošalim, trg nam pove, kaj bi rad. Ne? Bom zelo konkretna in še bolj konkretna, da bo bolj jasno. Ko sama eno obdobje sem promovirala recimo spletni hub, to je bila moja članska platforma oziroma članski program in pa tudi platforma, kjer se lahko gradi spletne tečaje ali pa vodi svoj online biznis. In ko sem pač govorila o spletnem hubu, ki je seveda način dela, kjer delajo udeleženci sami, torej ni moje podpore, razen to, da odgovorim sem pa tja na kakšno vprašanje ali pa da usmerim, kje lahko kaj si pogledajo, so se do mene pripeljale 3 stranke, ki so pa rekle, jaz bi pa delala to isto zadevo, vendar s tabo 1 na 1. Ne. Skratka, ko sem gradila, in to še zmeraj podpre to mojo veliko zadevo, tudi če so te stranke do mene prihajale, sem se iz tega odnosa in iz tega dela z njimi učila stvari, ki se jih pač ne moram naučiti, če so ljudje delajo nekaj samostojno sami brez mene. Ne. Skratka, ker nimam tam neke take bolj konkretne interakcije. Skratka, vse stvari, ki jih delamo, probajmo težiti k eni veliki stvari, k nekemu konkretnemu cilju, ker sicer bo vsaka akcija, vsak projekt, vsak mesec neka delavnica, ki jo naredimo, ali pa nov program, bil kot opeka zase tamle nekje razpršen po eni veliki parceli, namesto da bi na tej parceli lepo počasi gradili eno konkretno hišo. Druga stvar, ne pogledamo številk. Zdaj v online biznisu so številke, kako ne rečem, kar imajo neko tak svoj zakonodajo, oziroma neke take zakonitosti, kako bi rekla. In te številke pomenijo, da pač rabimo dovolj veliko maso, da nas vidi, ne, to se pravi, že ta visibility, že ta naša vidnost, prisotnost, mora biti dovoljšna, zato ker se potem, bom rekla, to vse bolj oža. Dostikrat me tukaj vprašajo, koliko pa prodamo, koliko pa lahko iz enega mailinga prodamo, ali pa ponavadi je konverzija, to se pravi to, koliko ljudi se na koncu odloči za nakup, je nekje od 1 do 4%, oziroma v nekaterih določenih situacijah, pri nekaterih določenih formatih lahko tudi do 10%. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni prvo iz tega, da moramo pogledati naš produkt, to našo veliko zadevo ali pa pač en majhen produkt, in pa drug vidik je pa marketing. Pri produktu pomeni to, da moramo biti realni, pa pogledati, koliko velika je v resnici naša ciljna skupina. Kakšen potencial ima ta naša ciljna skupina. Ne? Včasih se nam zdi, da recimo, če vzamemo sam slovenski trg, ne? Slovenski trg je načeloma res zelo majhen, ne? Pa se nam na začetku mogoče malo zdi, se pa je veliko ljudi, ki imajo, ne vem, ki bi jih to pa to zanimali, ampak če smo čisto realni, ne, od te velike skupine ne bojo vsi kupili. Skratka, moramo zožati zadeve. Zdaj, če grem jaz mogoče na mojo plat pokazati. Ne. Če v Sloveniji, moja primarna skupina recimo so SP-jevci in recimo, da jih je 100 000. Od 100 000 SP-jevcev pretežno delam, to se pravi ne pretežno, ampak delam s tistimi, ki izobražujejo, coachajo, mentorirajo. Skratka, smo takoj padali na, bom rekla, na eno zelo majhno bazo, ne? Ali pa še celo tako, če mogoče grem iz te baze, ne? Nekateri rečemo, delamo s podjetniki,
pa želim delati pretežno s podjetnicami. Takoj smo padli na recimo polovico te baze. Ne? Potem pa rečemo, želimo delati s to specialno skupino podjetnikov, podjetnic. Potem pa še od te specialne baze so to ljudje, ki morajo pač tudi nam ustrezati oziroma moramo mi njim ustrezati. Ne? Skratka, na koncu prijemo lahko do enih zelo majhnih številk, ne? Kar pomeni, to zdaj ne pomeni nujno, da pač ta produkt ni ta prav ali pa da ni v redu, ampak moramo biti realni. Ali mora biti produkt potem toliko dražji, to se pravi pač bolj višjega cenovnega ranga, ali pa moramo mi razširiti bazo strank, ne, to se pravi teh naših potencialnih. Bom zelo konkretna, sama recimo sem bila prva leta fokusirana na samo ljudi, ki jih zanimajo spletni tečaji. To je od take baze ljudi, SP-jevcev ali pa recimo ne, pač tisti, ki gradijo, res taka baza. Ne. V bistvu potem sem razširila, da so to ljudje, ki imajo tudi coachajo, svetujejo, skratka, in želijo uporabljati orodja pri svojem biznisu. Skratka, ni nujno, da so to samo spletni tečaji, ampak je lahko to širše. Ne? Kar pomeni, moramo ali prilagoditi produkt, to se pravi ga pozicionirati kot nekaj bolj specialnega, nekaj bolj više cenovnega, ali pa moramo prilagoditi ciljno skupino, v smislu pogledati, mogoče pa je s svojimi talenti, darovi in znanjem lahko pomagam širše, ne samo tisti mali specifični skupini, ali pa se razširiti na večji trg, to se pravi iti ven izven Slovenije, bom rekla, na mednarodni trg, ali pa mogoče na Balkan, ali karkoli pač zdaj že imate v mislih. Ne? Skratka, včasih je treba začeti torej čisto z realno cifro, pogledati, kaj v resnici je naša potencialna skupina, ali jo res rabimo toliko limitirati. Ne? Včasih je tako, ni problem v niši, ampak problem bolj v številkah. Ne? To, da v bistvu pač gremo pa zelo nekako, zelo zdefiniramo neko zelo ozko nišo. Druga stvar, ki sem pa omenila, je pa marketing. Se pa tudi pri marketingu treba malo včasih s številkami poigrati, pa vsest. Recimo zelo tak, bom rekla, tipičen primer so brezplačni izzivi. Brezplačen izziv, recimo naredite izziv in štartate z mislijo, da boste iz tega izziva dobili prodajo. Zdaj pa kje se zahakla? Če ste vi naredili izziv, ki je namenjen neki zelo specifični ciljni skupini, pomeni, da morate najprej toliko ljudi pridati, da sploh vejo za ta vaš izziv, potem pa toliko manj ljudi se bo prijavilo na ta izziv, toliko manj ljudi si ga bo dejansko realno ogledali, ne? Ker če si ga ne bojo ogledali, pa čisto vsem, če bi jim mi direktno prodajali. In toliko manj se jih bo pa odločili, da bojo kupili dejansko vaš produkt, ker moramo vedeti v sploh spletnem izobraževanju, oziroma v izobraževanju, coachingu in teh zadevah, trenutna številka, ki jo poznam, je odločitveni proces 18 mesecev. Skratka, nekdo, ki vas je 2 tedna nazaj prvič videl, ker je slišal, da imate nek izziv, pa po možnosti za ta izziv računate, 2000 evrov, ki jih verjetno nima glih vsakdo kar takole na zalogi, da bi jih dal, ker ne rečem, da jih nima, ampak nima jih pripravljenih mogoče v trenutni fazi za to pa to zadevo. Ne. Skratka, pridemo do tega, da v resnici delamo neke stvari, ki imajo slab potencial, no? Če sem čist iskrena. Ne? Skratka, če imate vi maso ljudi, če je vaša ciljna skupina, cela Slovenija, pa da so to odrasli, pa je to že milijon recimo, ali pa še manj, pa da so to ljudje v neki taki starostni skupini, pa da so to samo ženske, ne? Pa smo prišli do cifre potencijala, recimo, 5000 žensk, ali pa 5000 ljudi, da so vaša potencialna skupina, in če jih vi z vsakim izzivom dobite noter 1000, in od teh 1000, ali pa recimo 500, in od teh 500 smo rekli konverzija 1-4%, recimo, da smo dobro naredili, pa je vse klapali, pa mi smo bili super v ta pravi energiji in vse te zadeve, smo prišli do tega, kaj, da je kupalo od 1000, ali koliko smo rekli, 500, 20 oseb. 4x5, mislim, da je 20. Ne? 20 oseb, če smo mi to prodajali tam nekje po 500 do 1000, ja, smo naredili lep izplen, dober zaslužek. Če pa je bila naša ciljna skupina že v osnovi, da smo pritegnili samo 100 ljudi, od teh 100 ljudi so se odločili mogoče za nakup 3, cena je bila pa 300 evrov, do česa smo prišli do 1000, ker nam najbrž ne pokrije
ki nam pokrije glih prispevke za tisti mesec, pa mogoče eno malo položnico ali pa kaj takega. Skratka, dajmo biti realni. Včasih se pri tem online biznisu ljudem zdi, da samo zato, ker smo online, da so stvari bolj dostopne, hkrati moramo pa vedeti, da je tudi trg vse bolj zasičen. Manjšo pozornost imamo od ljudi, ljudje se opisujejo ali pa spremljajo hkrati 3, 4, 5 ljudi, ki se nekako ukvarjajo s podobnimi zadevami in naše zadeve se včasih dosti bolj zgubijo, kot pa v ne online biznisu. No? Tako da tukaj dajmo biti vedno realni, pa tudi malo vnaprej pogledati naše številke, pa razmisliti, ko se lotevamo stvari. Če nam že številke že vnaprej kažejo, da nekaj ne funkcionira, ne pomeni, da to ne bo delovalo, ampak pomeni, da moramo mogoče prilagoditi, ne vem, poslovni model, produkt, način promocije ali pač karkoli od tega. In tretja stvar, ki bi bila lahko pravzaprav prva ali pa edina, o kateri bi cel čas lahko pol ure samo o tem govorila, ali pa še kaj več, je pa to, da ljudje, ko grejo v online biznis, nimajo neke strukture oziroma neke strategije. Torej, strategija, kot jo sama pojmujem, pomeni pot, govorimo o biznis strategiji, ne marketinški. Biznis strategija pomeni pot, kako bomo prišli do uresničitve našega velikega cilja. Ne? To se pravi, če mi nimamo konkretnega enega cilja, pa ta cilj je lahko postavljen za, 3 mesece, pol leta ali pa 1 leto ali pa 10 let. In če mi prvič nimamo tistega cilja, potem sploh ne vemo, kam gremo. In če ne vemo, kam gremo, potem težko imamo to neko strategijo narejeno, oziroma nimamo strategije in delamo stvari po navdihu. Tako kot sem že prej rekla, pač en projekt tukaj, sodelovanje tam, ta program tukaj, skratka stvari malo bolj po svoje grejo. Druga stvar pri tej tretji točki je pa v bistvu struktura, kjer imam pa bolj v mislih strukturo dela, v smislu, da če mi ne vemo, kam gremo, kaj počnemo, potem delamo stvari tako, po navdihu. Evo, zdaj sem dobila idejo, grem posneti tale podcast oziroma tole moje razmišljanje na glas, ampak ne vem, kaj pravzaprav kam paše. Pač to zato, ker vsi delajo, podcaste enkrat na teden ali pa enkrat na 14 dni, moram pa tudi jaz danes nekaj posneti. Ampak, catch tega konkretnega podcasta je to, da imam točno jasno vizijo, oziroma točno jasno strukturo, zakaj ga danes delam, oziroma zakaj ga rabim imeti posnetega. Ne? Zato, da se vklaplja v mojo celotno prodajno strategijo moje trenutne ponudbe. Okay? Skratka, vse to temelji torej na tem, da imamo neko lastno strategijo, da imamo neko lastno vizijo, kam gremo, da ustvarjamo stvari, ki imajo smisel in ki so med sabo povezane v nek sistem. Šele potem bojo stvari, ne bom rekla, da ne bojo delovale, delujejo lahko tudi prej. Vi lahko, če delate, 20 ur na dan, prodate po moje glih vse. Ne? Skratka, ni poanta v tem, da stvari ne bi delovale, ampak so stvari dosti težje. Torej, če mi nimamo nekega sistema, kako so stvari med sabo povezane, če nimamo strategije, kam gremo, če nimamo strukture, kaj sploh moramo delati, potem je čisto vse, kaj delamo, in lahko delamo po 10-15 ur na dan, lahko delamo zelo veliko in stvari potem na koncu niso, lahko pa delamo tudi malo, ampak potem bomo večkrat slabši izplen. Ampak stvari nam potem v tem kontekstu znotraj online biznisa ne bojo lahkotne. Ker vemo, kako je z online biznisom, tukaj brez problema greš lahko, ko dobiš navdih, napisati objavo zjutraj, opoldne, zvečer, pa še eno ponoč. Skratka, sploh mi, izobraževalci, svetovalci, coachi, smo zelo, bom rekla, kreativna bitja in dobimo navdihe in za programe, in za objave, in za uno, in za tretje, in za podcaste, in za sodelovalne projekte, in za take in onake knjige, priročnike, ne vem kaj še vse. In če to mi počnemo samo po navdihu, ko dobim idejo, pomeni, da lahko gremo 5krat na dan pisati objavo, ker nam je glih kapljna, pa ne pelje nikamor, ker ni strateško povezano z ostalimi zadevami, ali pa gremo vsak mesec narediti nov program in se vsakeč na novo matramo in delamo pač nekaj, izumljamo nove stvari. Tako da na tej točki bom zaključila, da ne bom predolga, ker je res ta tema, o kateri bi lahko zelo dolgo govorila, je pa to v bistvu ena stvar,
ki jo pravzaprav naredim na začetku z vami. Zdaj, bodi si, če to delate v spletnem hubu, vas popeljem čez moj online business manifest, kjer je čist prva stvar, program, tak 3-4 urce, bom rekla, take malo samorefleksije in razmišljanja in pogovarjanja sami s sabo, da postavite, bom rekla, te osnove svojega online biznisa, oziroma nasplošno pač tega biznisa, kako želite, pri čem želite, da vas online biznis podpre, da tudi si razjasnite, pri čem vas podpre pri ostalem delu biznisa, če imate zraven še kakšno drugo stvar, oziroma pri vašem življenju. Skratka, postavljamo eno tako strategijo, če pa delamo 1 na 1, oziroma če delate z mano v skupinskem mentorskem programu Prodajaj je znanje, podajaj. Skratka, v osebnem mentorstvu pa te zadeve delamo seveda skupaj. Ne? Zdaj pri individualnem mentorstvu smo tako ves čas v procesu in razmišljamo in gledamo, kako se te stvari vklapljajo. Skratka, ne gre samo za to, da vas jaz peljem čez tisti proces, kako se tamle nekaj pokluka v enem sistemu ali pa kako se, ne vem, nekaj posname tehnično, ampak ves čas gledamo, kako te stvari podprejo nas pri naši strategiji, pri našem življenjskem stilu, skratka pri tem, kar želimo doseči. V skupinskem mentorskem programu pa ravno zaradi tega, ker vem, da je to pač osnova vsega. Strategija, struktura in sistemi so osnova vsega tega, kar mi delamo, oziroma celotnega tega online biznisa, zato se strategiji, ki je pravzaprav prvi korak, še toliko bolj posvetimo tudi individualno. Skratka, tudi ko smo v skupinskem mentorskem programu, je del vsebine, kjer sva 1 na 1, zato da vas podprem, da skupaj mogoče razmišljava, da skupaj pogledava. Je pa to tako imenovan, kako ne rečem po slovensko, ongoing proces, skratka, to je proces, ki se ne konča. Ne? To je proces, ki ga enkrat zaženemo, razmišljamo o tem, ne pomeni, da je to zdaj vklesano v zid, da ne vem, to, kar sem si zamislil za svojo vizijo za naslednjih 10 let, da pa točno tako more biti. Gre pa predvsem za to, da ves čas nam je ta strategija oziroma ta način razmišljanja, kam sploh gremo, pa kaj sploh gradimo, pa za koga to gradimo, pa s kom drugim mogoče še to gradimo, je osnova našega celotnega online biznisa in celotnega tega sistema in strukture, kjer nas potem online orodja in online sistemi dejansko lahko podprejo.